Spoštovani, ta posvet je posvečen tudi 5. decembru, dnevu tal, tako da smo lahko zelo zadovoljni, da se je časovno ujelo tudi v ta sistem. Torej, kot je že gospod podpredsednik akademije povedal, da je osnovni dokument za posvet EASAC in sicer regenerativno kmetijstvo in Evropa. Spletna stran, ki je tukaj napisana, vam je dostopna potem tudi, da si lahko direktno ogledate. In seveda in aktivnosti Evropskega programa EEP-SOIL s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pa z Združenjem za ohranitveno kmetijstvo, ker mislim, da je veliko članov tudi danes prisotnih. Torej, dejali smo, da na posvetu želimo zajeti naslednja vprašanja. Katere probleme lahko reši ohranitveno regenerativno kmetijstvo? Kaj je treba regenerirati, obnoviti in vzdrževati? Kakšen agronomski in agrogozdarski pristop dejavnosti bo omogočil ali olajšal regeneracijo, ohranjanje? Ali je mogoče ta pristop vključiti v agronomske gozdarske prakse, ki bodo v danem okolju ekonomsko in družbeno upravičene? Katere politične, in to je po mojem eden pomembnih parametrov, družbene in gospodarske sile bodo spodbujale uporabo novih agronomskih praks? Ujme, suše, prednost in omejitve namakanja v Sloveniji. Program ste dobili, no in nekaj besed. Torej tudi kmetijska proizvodnja vpliva na klimatske spremembe in na ekosistemsko odpornost ter degradacijo v okolju, na zmanjšanje biodiverzitete, na erozijo tal, na zmanjšanje rodovitnosti tal, vodne ujme in občasno naraščanje vodotokov, poplavljanje so posledice takšnih dogodkov. Če gledamo globalno, je uničevanje gozdov, sprememba kmetijske rabe tal, intenzivno kmetijstvo, kamor spada tudi živinoreja, vključevanje industrijskih rastlin predvsem v nerazvitem svetu, pomemben faktor za izvor kar tretjino toplogrednih plinov in s tem pomemben izvor klimatskih sprememb. Vedno več kmetij, predvsem pa manjše kmetije, ki pridelajo 1/3 svetovne produkcije hrane, so na udaru klimatskih sprememb, ker se s svojim omejenim potencialom težje prilagajajo klimatskim spremembam. Tu so glavni vzroki finance in tudi ministrstva pomemben dejavnik, da se tukaj kaj premakne. No, danes je že bilo povedano, Evropski Green Deal od kmetije do vilic in pa strategija biodiverzitete izzivata Evropsko unijo, da bi kmetijstvo do leta 2030 zmanjšalo izpuste toplogrednih plinov za 55%, kar je izredno smela ideja, predvsem v času energetske krize, nestabilnih političnih razmer v svetu. Včasih so pa krize lahko tudi vzrok, da se cilji dosežejo. Bomo videli, vi mlajši sploh. Torej, regenerativno kmetijstvo je lahko eno od poti, da cilj dosežemo. Docent dr. Rok Mihelič bo v svojem uvodnem referatu detaljneje razložil koncept, ki v primerjavi s koncepti agroekologije, organskega kmetovanja, kmetovanja zagotavljanja krožnega ogljika in ohranitvenega kmetijstva, kamor spada tudi regenerativno, ki pa je manj rigorozno in ne izključuje moderno rastlinsko in živalsko genetiko, nekatere oblike obdelovanja tal in uporabo mineralnih gnojil in varnih pesticidov. Prakse, ki kažejo sinergije, kot je povečana diverzifikacija vrst kmetijskih rastlin, vključevanje kmetijskih rastlin v nekatere gozdne ekosisteme, celoletna prisotnost zelenih rastlin na poljih, zmanjšana obdelava tal in omejena, vendar bolj ciljena uporaba pesticidov, lahko pripomorejo doseganju teh ciljev. Premalo je upoštevano dejstvo, da travniki in pašniki vežejo zelo veliko ogljika. Zato mora biti tudi temu dejstvu posvečeno več pozornosti pri gospodarjenju z ogljikom v Evropi. Predvsem pa pašništvo lahko veliko pripomore pri proizvodnji visoko kvalitetnega mesa, Argentina je lep primer za to, ter gospodarjenju z organskimi ostanki, ki tare velike farme, gnojevke, in s tem seveda tudi prispeva biodiverziteti.
Spoštovani, tu vam dajem link za pedološko knjigo Tla Slovenija z vsemi pedološkimi kartami, da si jih lahko doma ogledate ali pa še kaj koristnega prečitate. Slovenija ima omejen potencial, mi pravimo, da je okoli 8% obdelovalnih zemljišč. Potem so travniki, kar 69% pa je seveda gozdov. In tu sinergija med nekaterimi tipi gozdov in kmetijstvom je seveda tudi možna. Pa vam povem, ta podatek je sicer že 10-15 let star, ampak ni veliko razlik. Poglejte, v prvi vrsti, in to je danes še bolj intenzivno, kako suša prizadene posamezne kontinente oziroma območje. To je rumena barva, ki je narisana. Poglejte Afriko, Centralno Ameriko, Avstralijo in tako naprej. In na koncu je svetovno povprečje, kar je kar četrt teh zemljišč na udaru. Seveda so tukaj še mineralni stresi, vlažnost, ampak zadnja alineja je najpomembnejša. Evropa ima privilegij. 36% Evrope je primernih za kmetijstvo. Vendar za sušami, predvsem v zahodnim delom, se seveda to tudi zmanjšuje. Ampak pogledajte druga območja, kako so prikrajšana za pridelavo hrane in na koncu 11% sveta je primernih za kmetijstvo. Grožnje. Vsi govorijo, kako je kmetijstvo glavna grožnja, vendar tudi tlem predstavljajo grožnje. Erozija tal, zmanjšanje organske snovi, onesnaženost, zreče na primer na zadnji, 6-valentni krom je eden najbolj strupenih, poplavljanje tudi vedno bolj aktivno in plazenje, ter seveda salinizacija, ki pa v Sloveniji ni tako prisotna, zbitost tal za vedno večjo težjo mehanizacijo in s tem vsem skupaj zmanjšana biodiverziteta. No, to je slika, ki so jo postavili za regenerativno kmetijstvo, sami si boste lahko ogledali, ampak ta dva podatka, ki jih bom zdaj podal, so pomembna. Omejitve za pridelovanje hrane tja do leta 2080, poglejte zahodni del Evrope, predvsem proti vzhodni Evropi se približuje možnost boljšega pridelovanja in severni. Ampak kakšen je problem? Nekatere rastline ne grejo tako severno, ker je temperatura preniska. In še ta podatek, ki bo tam do 2071 letno precipitacijo, torej padavinsko, pomaknil znatno na sever, poletno pa še bolj. Kar pomeni tisti podatek, ki sem ga dal za izjemno ugodnost Evrope za pridelovanje hrane, se bo v daljšem obdobju lahko precej zmanjšal. Hvala za pozornost in z drugimi referenti gremo na pot. Še enkrat pa hvala gostom, akademiku, profesorju Zorecu, mojemu, kot je sam povedal, nekdanjemu študentu, tudi dekanja je bila moja študentka, tako da vesel sem, zakaj, da še vedno migam.